Sodelovali ste v prvi fazi kliničnega preizkušanja novega, na Slovenskem raziskovalnem in kliničnem znanju temelječega genskega zdravljenja raka glave in vratu. Kakšni so profesionalni, strokovni vtisi po končani prvi fazi tovrstnega zdravljenja? Kaj na primer pove primerjava med dosedanjimi možnostmi za obvladovanje teh obolenj in po drugi strani novim pristopom, ki temelji na aktivaciji bolnikovega imunskega sistema? Torej zavedati se moramo, da pravzaprav je ta raziskava bila vendarle le naslednji korak mnogo širše zgodbe, ki pa je plod slovenskega znanja. Slovenija na področju elektroporacijskega zdravljenja z elektroporacijo je med pionirji, tako že s svojimi predkliničnimi raziskavami, ki so se začele pred 30 leti, kakor potem tudi uvajanje elektroporacije v kliniko. In elektroporacija se danes uporablja, je povsem priznano zdravljenje za zdravljenje raka kot elektrokemoterapija, hkrati elektroporacijsko zdravljenje uporabljamo tudi, smo začeli z zdravljenjem žilnih malformacij, ki so za bolnika zelo mutilirajoče. In gre pa za to, da z elektroporacijo pravzaprav uporabimo električne pulze, da odpremo pore, kanale v celicah in preko teh kanalov lahko dovajamo zdravila. Torej, elektroporacija pomeni samo en sistem za prenos zdravila v samo celico. V konkretni raziskavi, o kateri me sprašujete, gre pa v resnici za to, da smo uporabili molekulo, ki je sprožila lokalni imunski odgovor, in kar je res nekaj, kar se mi zdi v resnici genialnega, da skupaj z drugimi zdravljenji in z genskim zdravljenjem na nek način prisilimo tumorsko celico, da postane tovarna zdravil, ki ga potem uničuje. Hkrati pa seveda upamo, da bo potem tako zdravljenje vplivalo tudi na morebitne oddaljene tumorje in na nek način z genskim zdravljenjem lahko bolnike, če se zelo laično izražim, cepimo proti raku, ki ga imajo. Predvsem pa se na ta način obeta, da se bo mogoče izogniti prenekateri invazivni obliki zdravljenja v nadaljevanju, ne? Seveda, gre za zdravljenje, ki na nek način ni obremenjujoče. To, kar smo pokazali v tej prvi fazi, je, da je to zdravljenje varno, da nima stranskih učinkov in z tega vidika je to seveda en velik doprinos v onkologiji, v onkološkem zdravljenju. Koliko bolnikov pa ste vključili v prvo fazo? V prvi fazi je bilo vključenih 10 bolnikov. Torej 10 bolnikov, ki so v bistvu to zdravljenje zelo dobro prenašali brez kakšnih stranskih učinkov, in res pa je, da smo jih seveda tudi zelo sledili, spremljali in na tem mestu tudi zahvala bolnikom, da so bili pripravljeni sodelovati v tej raziskavi. Kako pa je pravzaprav pri nas z bolevnostjo za raki oziroma za rakom glave in vratu? Je tudi tovrstni rak v porastu? Torej, rak glave in vratu ne moramo ravno reči, da je v porastu, je pa to seveda zelo širok pojem, ki zajema tako sluznične rake. Na tem mestu je morda problem s HPV povezanim rakom, ki se pojavlja v področju glave in vratu in o katerem se premalo govori. Raki, ki pa smo jih zdravili, pa smo tudi zaradi lažje dostopnosti, so bili pa kožni raki, bazalno-celični raki, ki pa so najpogostejši raki pravzaprav, ki se pojavljajo pri ljudeh. In seveda so povezani z izpostavljenostjo sončni svetlobi in pa starostjo. Seveda delež starostnikov se v družbi povečuje in starost je dejansko največji rizični dejavnik za nastanek raka. Mogoče bi ob tem vprašala še, v kakšni fazi pa se zdravljenje teh rakov začenja, kako hitro so v povprečju ti odkriti
Verjetno zelo različno, kaj ne? Zelo različno. Res je, da smo ta rak izbrali tudi zaradi tega, ker je zelo dovzeten za imunski odgovor, hkrati pa tudi zelo pogost. In raki se pač odkrijejo bolj kot ne, so odvisni tudi od tega, kako se zna človek spremljati, kako hitro zna pravzaprav priti do zdravnika, ne. Dobimo rake, ki so zelo razširjeni, in pa tudi zelo majhne rake, in seveda manjši rak lažje je obvladljiva bolezen. Morda ob tem še vprašanje, kako pa pravzaprav na zahtevno klinično delo, ki je povezano tudi z raziskavami, z napredkom medicine, danes v javnem zdravstvu vplivajo razmere, o katerih se govori zelo veliko, pa vendar jih vsakdo, predvsem od zaposlenih, pa tudi od pacientov, občuti drugače. Kakšno je vaše mnenje? Torej, v razmerah se res veliko govori, ampak vendarle ta del te etičnosti ostaja, jaz mislim, da v večini zdravstvenih delavcev, in ki nas pravzaprav tudi žene, da počnemo to, kar počnemo. Same razmere so morda tudi nekoliko bolj medijsko izpostavljene v zadnjem času, ampak vendarle problem ni pripravljenost zdravstvenih delavcev, da delajo, bolj je problem organizacija, procesi, kjer pa imamo še veliko možnosti za izboljšave.